Hvala, lep pozdrav vsem. Moj naslov je Malo občestvo in evangelizacijsko delovanje gibanj in novih skupnosti, seveda v odnosu do klerikalizma, ker mogoče ni iz naslova toliko razvidno. Razvoj krščanskih skupnosti in številnih gibanj in novih stvarnosti, kot jim nekoliko tehnično rečemo, ker nekatera trdijo zase, da niso gibanja, ki nastajajo predvsem v času po koncilu, se mi zdi, da kaže precej jasno možnost udejanjanja in razvoja katehetskega in pastoralnega poslanstva kristjanov, bodisi laikov, bodisi klerikov. Tisto, kar se mi zdi pri gibanjih predvsem zanimivo, je to, da imajo nekatera ali pa mnoga od njih razvite neke oblike organizacije oziroma vodenja in delovanja, ki članom dajejo neke, bi rekel, precej natančno opredeljene funkcije, vlogo v krščanskem občestvu, in sicer na način, da hkrati, bi se dalo reči, razbremenijo s tem škofa oziroma duhovnike in jim omogočajo, da se ti bolj posvetijo tistim vlogam, tistim delovanjem, ki so za njihovo poklicanost duhovniške službe karakteristične, se pravi, ki so jim bolj jasne. Torej, nekaj besed bi želel, če mi dovolite, v tem skupnem razmišljanju posvetiti temu, opazovanju tega, kako se v nekaterih praksah, v teh različnih gibanjih, kaj so tiste prakse, ki so mogoče v opreki oziroma nasprotujejo klerikalizmu, če poenostavim. Se mi zdi, da že sam nastanek večine od teh pokoncilskih gibanj kar precej pove. Vemo, da nekatera gibanja, pravzaprav velika večina teh večjih ali pa bolj poznanih gibanj nastane ob neki karizmatični osebnosti, ki praviloma ni duhovnik. Praviloma ni duhovnik. Če pomislimo mogoče samo na največja, pa najštevilčnejša, pa najbolj tudi pri nas znana. Se mi zdi zanimiv tudi izraz, ki se potem pojavi in uporablja laiška gibanja, ki ga sicer lahko razumemo z različnih vidikov, ampak se mi zdi, da je dokaj problematičen ali pa neustrezen, ker namiguje ali pa nakazuje, da so ta gibanja stvar laikov, kar pa v bistvu ne drži, ker vemo, da praktično vsa povezujejo, združujejo enako laike kot duhovnike, kot klerike in se na to ne ozirajo. Torej, v naslednjih minutah nas vabim malo k razmisleku o tem, kakšna je ta delitev vlog konkretno v nekaterih teh stvarnostih med laiki in duhovniki. Ne zaradi tega, ker bi želela ta gibanja ali pa ker bi, jaz želel vsiljevati to kot nek model za posnemanje, ampak preprosto zato, ker se mi zdi, da gre za neke odnose, ki lahko navdihujejo odnose med laiki in duhovniki v cerkvi, tudi izven teh stvarnosti. Namreč tisto, kar mislim, da je moč opaziti v nekaterih teh stvarnostih, je to, da razbremenijo te odnose, se pravi med duhovniki in laiki, neke napetosti, ki se je, vemo, v zgodovini cerkve pojavila, verjetno zaradi določenih vzrokov, kot posledica klerikalizma. Se mi zdi, da v nekaterih teh gibanjih in stvarnostih lahko opazimo nekatere vzorce, in oznanjevanja in organizacije delovanja, ki so bile bolj prisotne mogoče v prvotni cerkvi, zdaj v zadnjem času, oziroma v zadnjih stoletjih, pa nekoliko manj. Kaj pa vem, tukaj bi recimo omenil pričevanje na javnih prostorih, ne samo bogoslužje znotraj sakralnih oziroma posvečenih prostorov, do pouličnega misijona, evangelizacije od vrat do vrat in tako naprej.
kamor so v teh stvarnostih praviloma enako vključeni tako duhovniki kot laiki. Bi bilo zanimivo pogledati si nekoliko več, jaz bi izpostavil tukaj zdaj samo skupnost Emanuel in neokatehumensko pot. Skupnost Emanuel pri nas, mislim, da precej poznamo, glavni poudarki, ki po mojem so v odnosu ali pa do klerikalizma ali pa nakazujejo, kako se stvari v teh stvarnostih dogajajo, so po mojem najprej bratsko življenje. En velik poudarek skupnosti Emanuel je bratsko življenje, se pravi dobivanje hišnih skupnosti in različne oblike služenja. Te oblike služenja so usmerjene bolj ali manj po eni strani mi bi rekli, karitativno delo, sočutje in v evangelizacijo. Skupnost je namenjena vsem, tako moškim kot ženskam, ki običajno živijo običajno poklicno in družbeno življenje, so različnih starosti, prihajajo iz različnih družbenih okolij in držav in živijo vsak svojo enkratno poklicanost. In sicer ta edinost se izraža v njihovem, se pravi, v teh srečanih skupnostih, v hišnih skupnostih. In zanimivo, da duhovniki, ki so člani skupnosti Emanuel, so enako kot drugi škofijski duhovniki poslušni svojemu škofu, od katerega prejmejo svoje poslanstvo, ampak hkrati v dogovoru z moderatorjem Emanuela ter v skladu s statutom skupnosti Emanuel. Se mi zdi, da je to nek vzorec, ki je zapisan tudi v statute različnih drugih stvarnosti, ki so nastajali v zadnjih desetletjih, s katerimi cerkev nekoliko ureja to razmerje med poklicanostjo oziroma vpetostjo duhovnika med določeno stvarnostjo in krajevno cerkvijo. Namreč to je vzorec, ki se skoraj dobesedno ponavlja. Zdaj, naslednjih, kateremu bi šel, je to se pravi neokatehumenska pot oziroma neokatehumenat. Če bi zelo tako grobo povzeli, bi rekli, da so nekatere stvari zelo podobne. Manjše skupnosti, 15 do recimo načeloma 35 oseb praviloma, ki so namenjene predvsem rasti posameznika v veri, v osebni veri. Hkrati pa uvajanju konkretno katehetsko oziroma pastoralno poslanstvo in poklicanost s konkretnimi službami in vlogami. V bistvu bi pa verjetno lahko rekli, da gre pri tej stvarnosti za katehumenat, podoben kot v prvi cerkvi, ki pa je namenjen tudi že krščanim. Torej, to je glavni cilj. Se mi zdi ta ikona, ki jo neokatehumeni vlečejo ali pa vlečemo s seboj, kamorkoli gremo, vse bogoslužne prostore, v bistvu povzema to, kar je na nek način cilj neokatehumenske poti, ki vemo, da traja mnogo let. Tam je napisano, se ne vidi v španščini, ta navdih neokatehumenske poti, dobesedno potrebno je ustanavljati krščanske skupnosti, ki bodo živele kot sveta nazareška družina v ponižnosti, preprostosti in zahvaljevanju. Drugi je Kristus. To je recimo navdih te poti in vizija in tisti cilj, k kateremu bi ta pot želela pripeljati. Zdaj jasno, da v teh odnosih, ki jih mi vidimo v sveti nazareški družini, če to zdaj s klerikalizmom postavimo skupaj ali pa z načinom življenja krščanske skupnosti, je malo skupnega. Kar zadeva duhovnike, zelo podobno kot pri skupnosti Emanuel, duhovniki so inkardinirani v konkretne škofije, vendar spet z dovoljenjem ordinarja in v skladu s statutom neokatehumenske poti se potem lahko posvetijo službi oznanjevanja kot potujoči evangelizatorji, itineranti, zelo podobno kot laiki, ker to je sicer vloga laikov. Tisto, kar se mi zdi zelo pomenljivo tudi je, da že v vodnih katehezah neokatehumenska pot, ki če recimo traja 30 let, se začne s kratkimi vodnimi katehezami, ki trajajo recimo 2 meseca. No in zanimivo prebrati že osnutke teh katehez, se mi zdi iz tega zornega kota en detajl samo, ki bi ga izpostavil,
je to, da že v teh uvodnih katehezah se precej govori o naravni religioznosti. Naravni religioznosti z namenom, da bi razložili, ko govorimo o uvajanju v vero, kaj pravzaprav je krščanstvo, kaj je vera. Ker velikokrat se zdi, da je razumevanje tega, kaj je vera oziroma krščanska vera, zelo blizu temu, kar imamo v naravnih religijah, ki so sicer naravne, so dobre in tako naprej. Ta skica je zelo poenostavljena, ampak iz te izhajajo, se mi zdi, da pove tudi nekaj o klerikalizmu. Namreč, odkar je človek, če rečem tako, ga spremlja religioznost v tej ali oni obliki. Zakaj? Ker predvsem recimo, ker človek ne prenese negotovosti, ne boste popravili tisti, ki ste religiologiji bolj blizu. Torej, človek si želi živeti v miru, se zavarovati pred boleznijo, pred katastrofami, hoče doseči, da bi mu sile ne bile sovražne, ampak da bi bile na njegovi strani. In zato se želi skuša prikupiti tistemu, od katerega meni, da vse prihaja. Pa ta tisti je lahko, cigani bojo rekli močna roka, nekdo bo rekel energija, božan, karkoli. Ali pa nekaj že mora biti. Ne vemo, ta cerkev govori, ampak nekaj pa mora biti. Skratka, ljudje, se zdi, smo vseh časov, smo nekje po naravi religiozni. In potem ta človek, da bi se zavaroval pred nesrečami, najprej mora najti en kraj, kjer se bo lahko pogovarjal s tem presežnim, ki je nad vsem in tako naprej. In potem, ko zagleda neko goro ali pa nek kamen, ki izgleda skrivnosten, nadnaraven, ker je našel kraj. Ja. In ustvari si religijo. In potem vemo, kako gredo stvari naprej, zgradi tempelj in postavi tja duhovnika, ki je ločen od drugih, ki opravlja. Dobro. To je en od delov teh uvodnih katehez. V krščanstvu vemo, da v bistvu nimamo templja na tak način kot v naravni religiji. Nimamo oltarja, nimamo duhovnika na enak način. In se zdi, da verjetno lahko tudi klerikalizem na nek način razumemo kot ostanek naravne religioznosti v cerkvi. Namreč odnos, ki v naravni religioznosti vlada med neposvečenim in posvečenim, je približno skiciran tukaj. Torej, bi rekel, da je klerikalizem, ne vem, če bi se strinjali, da je klerikalizem nekako v obratnem sorazmerju s prisotnostjo in globino vere. Če krščanstvo živimo na ravni naravne religioznosti, strahu pred božanstvom, pred neznanim in tako naprej, potem je tudi odnos med laiki in kleriki podoben. Zdaj, tukaj čisto konkretno, če bi iz teh gibanj iz neokatehumenata samo nekatere značilnosti povzel, že večkrat rečeno, tudi danes, neokatehumensko pot oziroma te kateheze vedno vodi ekipa, ni posameznik. In to ekipo vodi praviloma laik, ne klerik. Praviloma je v vsaki ekipi sicer duhovnik, ampak odgovorni te ekipe je pa praviloma laik. In ta vzorec se ponavlja na vseh ravneh, to se pravi župnija, škofija, mednarodno vodstvo in tako naprej. Mogoče tisto, kar je Magda prej omenila, v neokatehumenatu se uporablja izključno izraz katehist za klerike in za laike. Tisto, kar mislim, da tudi dokaj vpliva na to vzdušje ali pa na odnos med duhovniki in laiki, je seveda vzgoja v bogoslovju. Praviloma so v bogoslovjih prisotne tudi družine. Vsi, to se pravi, bogoslovci so vključeni potem v različne stike, kjer so z družinami, niso zaprti v bogoslovju. Predvsem pa, po mojem, se v življenju skupnosti
ta odnos razelektri. Sam izpostavljam spet nekatere vidike pripravljanja bogoslužij. Se pravi, bogoslužje je vedno, naj si gre za evharistično bogoslužje, ali pa bogoslužje Božje besede, ali pa spokorno bogoslužje, pripravi ekipa laikov. Pripravi berila, tehnično vse, kar je treba, skratka so na ta način, bi rekel, tudi laiki dejavno spodbujeni ali pa uvedeni ali pa naučeni, kako dejavno sodelovati v bogoslužju, da bogoslužje ni stvar profesionalca, pa ne bo to zdaj duhovnik ali pa pevec na koru. Bogoslužni prostor, mislim, da prav tako je ena od stvari, ki sploh ob spominu na tisto skico prej pomaga izstopiti iz nekega načina življenja krščanstva na način naravne religioznosti, kjer imamo svetišče, in v svetišču živimo sveto, izven svetišča živimo profano. Mogoče tudi zaradi tega od samega začetka so ti neokatehumeni učeni ali pa naučeni, da bogoslužja opravljajo od začetka v dvoranah. Tudi če je na voljo cerkev, praviloma gredo v dvorano, ker je velikokrat veliko pohujšanje in zgražanje, gredo v hotel, imajo tam v dvorani, recimo evharistijo. Ampak mislim, da je to precej usmerjeno v to nedojemanje, da sakralno ali pa sveto ni samo v templju, ni samo v svetem prostoru, ampak je stvar občestva oziroma skupnosti oseb. Še zadnja stvar, ki bi jo, ali pa predzadnja, čisto na kratko, skupnost dobrin. Tudi nekaj, kar je dokaj moteče, verjamem za marsikakšnega duhovnika ali pa župnika predvsem. Tako na kratko, po več letih poti, v bistvu ti bratje in sestre iz skupnosti dajo desetino. Desetina je pač 10. del dohodka, seveda pač to nihče ne ve, ampak praviloma se tega kar držijo. Zdaj, s temi sredstvi pa potem upravlja skupnost, upravlja odgovorni skupnosti, ki kot rečeno je praviloma laik. Tukaj samo špekuliram, mislim, da je to tudi ena od stvari, ki klerikalizem v zgodovini dokaj spodbuja. Odnos človeka s človekom, ki ima moč in oblast skozi denar, je verjetno drugačen kot odnos s človekom, ki tega nima, spravi, ki ima oblast in ima moč. Pa ne glede na to, ali je zdaj klerik ali je laik. Torej, mislim, da to dokaj tudi vpliva na to bratsko možnost, bratske edinosti med duhovniki in laiki, ne glede na. Jasno, mislim, kar zadeva teh sredstev so delno namenjena potem pokrivanju potreb v župniji, kjer se ta skupnost nahaja, ampak delno, Drugi deli so pa namenjeni podpiranju, teh potujočih evangelizatorjev, itinerantov, družin, ki so v poslanstvu na Kitajskem in druge in tako naprej. Imamo konkretno enega duhovnika tukaj iz Stolnice, ki je v Srbiji in mu pač s škofijskimi sredstvi ne uspe pokrivati materialnih potreb župnije in potem in tako naprej. Torej, mislim, sredstva so, ampak tisti, ki nekako upravlja ta sredstva, ni duhovnik ali pa če hočemo ni formalna ali pa juridična cerkev, kar je velikokrat precej spotikljivo. Mogoče zadnje se opravičujem, ker sem že spet predolg. Tisto, kar mislim, da tudi zelo lepo pokaže odnose med ali pa prenovo teh odnosov je spremljanje umirajočih. Zdaj, dober, korona čas je bil nekoliko izjemen, ampak sicer pa je tako, da ko kakšen brat ali pa sestra iz skupnosti težko zboli, praktično noben ne umre sam. Pomeni, da se organizirajo bedenja po noči, dežuranja, praktično ni časa, ko bi bil sam. In nekdo zdaj z njim, dokler je še pri zavesti, moli skupaj itd. Potem moli sam, tudi ko je mogoče ta že v komi, ampak dejstvo je, da se mi zdi, da to jasno kaže, da ta odnos do smrti ali pa stik s smrtjo ni pridržan zdaj duhovnikov pa zakramentov.
da smrt ni samo stvar posvečenih, ampak vsakega kristjana, stik s smrtjo, ne? Spremljanje nekoga v novo življenje je nekaj, kar je lastno vsem kristjanom. Se opravičujem, ker sem zelo površno pa slabo zdaj stvari povedal, no, ampak mislim, da so v različnih gibanjih in stvarnostih neki elementi, ki so lahko v navdih ali pa razmislek predvsem to. Hvala za potrpljenje in za pozornost.